Če se za začetek predstavim, predvsem kar se tiče moje poklicne poti, no, jaz sem meteorolog. Praktično od začetka poklicne poti se ukvarjam s klimatologijo. Na začetku sem se bolj z aplikativno meteorologijo, vmes potem z metodami analiz in tako naprej. Zadnjih 10 let pa večinoma zelo intenzivno s podnebnimi spremembami, predvsem v Sloveniji, tako z ugotavljanjem podnebnih sprememb za nazaj, pa tudi kaj se bo dogajalo naprej. No, danes smo se nekako tako zmenili, da bi kar večji spektr podnebnih sprememb pogledali, ker podnebne spremembe spadajo tako tisti prvi fizikalni vzroki, zakaj se sploh dogajajo, kaj se dogaja, potem pa tudi posledice, ne? In kako se potem na to prilagoditi, ali imamo možnosti prilagoditi in jih lahko tudi ublažimo za prihodnost. In nekako tako si bomo pogledali na začetku, kaj sploh podnebje je, pa podnebni sistem, da bomo lahko razumeli odkot vzroki za podnebne spremembe, potem kako jih spremljamo, tako danes, da jih diagnosticiramo, pa kako računamo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Potem si bomo pogledali, kaj se dogaja v svetu in se bo dogajalo in v Sloveniji in na koncu, kako se lahko prilagodimo in ali jih lahko tudi ublažimo. No, na začetku sama definicija podnebja ali pa klime, ne, kot velikokrat pravimo. Večinoma se predstavljamo, da je klima zelo enostavno neko povprečno vreme. Ne. Ampak v resnici je veliko več. Ne. Klima je tisto, nek okvir, znotraj katerega se lahko potem vreme dogaja. Ne. Zato sta zelo lepa ta dva citata, sta mi všeč, ko pravijo, podnebje je tisto, kar pričakuješ, vreme je pa tisto, kar dobiš. Ne. Ali pa še boljše to, ne, glede na vreme, glede na podnebje kupujemo obleko, vsak dan sproti, se pa potem oblečemo v primerno obleko tistemu vremenu, kaj tisti dan. Ne. Se pravi, pod podnebje se ne smemo predstavljati samo neko povprečje, ampak predvsem to variabilnost, spremenljivost, znotraj meja, katerih se giblje potem vreme, kaj lahko pričakujemo. No, in če želimo spremljati, kaj se dogaja v podnebju, moramo zelo dobro meriti, kaj se dogaja. Prej sem rekla, pomembna je spremenljivost. Ne? In ta spremenljivost nam pri spremljanju podnebja lahko tudi malo nagaja. Ne? Ker ne moramo samo 3-krat zmeriti, pa vemo, kakšno podnebje imamo, ampak moramo res konsistentno spremljati, kaj se dogaja v našem ozračju skozi leta in vedno na isti način. No, ko govorimo recimo o vremenu, večinoma si predstavljamo, da se nekaj dogaja v ozračju, ne? In to je večinoma res, ampak ko pa preidemo potem na daljše obdobje, na podnebje, je pa izjemno važno, da ne gledamo samo ozračja, ampak podnebje sestavljajo veliko več sistemov. Med drugim tudi kopno, predvsem oceani so izjemno pomembni, ledeni pokrov, ledeniki, snežni pokrov, to vse spada v podnebni sistem. Se pravi, podnebni sistem ima neke osnovne gradnike, ki pa med sabo nenehno iterirajo, nenehno se pogovarjajo, lahko rečemo. Ne? In to povzroča to nihanje v podnebju. Ne? Recimo temperaturo. Vedno ne moramo, tudi ko govorimo o podnebnih spremembah, ne moramo pričakovati, recimo, da bo temperatura vsako leto višja, zato ker se ozračje ogreja, ampak moramo upoštevati še to notranje nihanje zaradi interakcije med podnebnimi gradniki. Ne? Da vedno niha, imamo še en šum zraven, gre gor in dol. Ampak trend, recimo v temperaturi, gre pa navzgor. No, in kar pa poganja podnebni sistem, so pa predvsem zunanji vzroki. Glaven je seveda sonce. Sonce je tisti glavni poganjalec tako vremena, kot tudi klime na Zemlji. Potem so pa še ostale tektonske spremembe, pa astronomske spremembe.
No in to so tisti dejavniki, ki pa potem pripeljajo do sprememb v podnebju. Če se ti dejavniki spremenijo, pride do sprememb tudi v podnebju. Zdaj, v preteklosti vemo, da se je podnebje skozi zgodovino, celotno zgodovino Zemlje, lahko močno spreminjalo. Poznamo večina tudi ledene dobe, da so bile zelo velike spremembe v podnebju na Zemlji. In vzrok za te so bili vsi naravni dejavniki, se pravi spremembe naravnih dejavnikov. Naprimer, za menjavanje ledenih in medledenih dob je predvsem vzrok v spremembi, to so astronomski vzroki, v spremembi ekliptike, nagiba osi Zemlje, tektonike. Potem vulkanski izbruhi so eni od naravnih dejavnikov, ki lahko za dlje časa ali pa tudi za zelo kratek čas spremenijo podnebje. No, ni pa za zanemariti tudi sončeve aktivnosti. Tudi sonce ne seva konstantno, s konstantno energijo, ampak se skozi leta, stoletja, na kratki rok in dolgi rok spreminja. In potem še pogledamo. Kar nas pa v zadnjih letih skrbi, so pa ti vzroki, človeški vzroki. Človek s svojo aktivnostjo vpliva na dva glavna dejavnika, ki sta pomembna za podnebje. To je na sestavo ozračja, bomo pogledali kasneje, kako to vpliva na energijsko bilanco, in pa spremembo rabe tal, vegetacija. To je tisti del podnebja, ki ima zelo močan vpliv tudi na oblikovanje te končnega stanja podnebja. No, lahko jih tudi, glede na to, ali so ti dejavniki se spreminjajo, pa so del samega podnebnega sistema, jih potem ločimo na notranje ali pa zunanje. Recimo astronomski vzroki, sonce, to so vsi zunanji vzroki, to niso del našega podnebnega sistema, medtem ko kakšni, recimo to, kar smo prej omenili, raba tal, ki jo spreminjajo, pa tudi sama del podnebnega sistema. Tla so del podnebnega sistema, zato je to notranji vzrok. Vsak od teh dejavnikov, ki lahko spreminjajo podnebje, ima tudi svoj značilen čas delovanja, oziroma v kakšnem časovnem koraku se spreminja. In ti človeški dejavniki, ko smo govorili, da se v zadnjih letih spreminja, imajo glede na ostale dejavnike zelo kratek čas. To, recimo, toplogredni plini se kopičijo na Zemlji v zadnjih 100 letih. Njihovo spreminjanje pa lahko celo v dosti nižjo skalo, v nekaj letno damo, kar strmo narašča in se močno spreminja. Prav tako, recimo, spreminjanje površja, to se iz leta v leto spreminja zaradi človeka. Potem, recimo, vulkanske aktivnosti, to je tudi lahko na letni ravni. Večji izbruhi, recimo, lahko spremenijo ozračje za dobo nekaj let, 2 do 3 leta, ampak če pa gledamo daljšo zgodovino Zemlje, pa vemo, da tudi v določenih obdobjih zemeljske zgodovine je bila sama vulkanska aktivnost večja, recimo, kot je danes. In takrat so imeli vulkani tudi dosti večji vpliv na podnebje kot danes. No, sonce, to je pa najbolj važen dejavnik, kar se tiče podnebja, ima pa zelo velik razpon skal, na katerih deluje. Ena je tista, ki smo govorili prej, da se sončni cikli ponavljajo na vsakih 10 let, malo niha, gor in dol, bomo kasneje še pogledali. Na dolgi rok se pa sončni izsev povečuje, je vedno večji. Potem zelo pomembne so pa interakcije med oceani in ozračjem. Ozračje, atmosfera in oceani se nenehno pogovarjajo, drug na drugega vplivata in si prenašata energijo in toploto. In preko tokov, preko vetrov, gre izmenjava toplote, hkrati tudi preko sevanja.
In ta izmenjava je izjemno pomembna pa za lokalno klimo. Recimo v Evropi dobro poznamo milo klimo, recimo angleškega otoka, ne, kjer ima veliko vpliv zalivski tok. To je eden od takih recimo primerov, kjer imajo oceani veliko vpliv na lokalno klimo. Potem pa astronomski vzroki, ti pa delujejo na večji skali časovni. To je recimo primer za tako spreminjanje podnebja so ledene dobe. Pa tektonski premiki, seveda, ker zelo važno je, mogoče se to malo čudno sliši, zakaj bi sami tektonski premiki lahko vplivali na podnebje, ampak gre za energijsko bilanco, ne, ker zemeljsko površje drugače sprejema toploto od sonca kot recimo oceani. In če so nekje koncentrirani, to popolnoma spremeni energijsko bilanco Zemlje in je lahko potem podnebje na celi Zemlji drugačno. No, zdaj gremo mogoče en korak nazaj k toplogrednim plinom, k tem dejavnikom, kako pravzaprav, zakaj so toplogredni plini problem na Zemlji, ne? Kakšen je mehanizem, da povečujejo temperaturo oziroma zadržujejo energijo na Zemlji. Učinek toplogredov najbrž vsi poznamo z vrtov, ko naredimo prozorno folijo, se pravi, sončno sevanje mora priti v notranjost tople grede, vam pa ne more in zadržimo toploto znotraj tople grede. Zaradi tega se imenuje tudi ta učinek tople grede, ker je zelo podoben, kot delujejo naše tople grede na vrtovih. In sicer deluje tako, da glavni vir, tako kot sem prej rekla, glavni vir energije na naši Zemlji je Sonce. Od Sonca dobimo mi, rečemo, kratkovalovno svetlobo. To pač določene valovne dolžine, ki imajo relativno visoko frekvenco, vidimo jo pa delno kot vidno svetlobo, delno kot ultraviolično, delno kot infrardečo svetlobo. No in ta svetloba pride do površja. Skoraj vsa, ker naše ozračje, naši plini, ki sestavljajo naše ozračje, so skoraj prozorni za te valovne dolžine, ki jih seva Sonce. Prav pride vse do Zemlje. Zemlja, se pravi zemeljsko površje, pa ni prozorno za to svetlobo, jo ujame, jo absorbira, zaradi tega se greje, ker prejme toploto ali pa energijo, če želimo, in potem seva nazaj. Ampak ker ima bistveno nižjo temperaturo Zemlja kot Sonce, seva pri drugih valovnih dolžinah, v drugih barvah, če hočemo. Ne? Za tiste barve, ki seva Zemlja, pa naše ozračje ni prozorno. Ga ne prepusti skozi, tako kot sončno svetlobo, ampak ga absorbira in zopet seva nazaj, ampak hkrati tudi navzdol proti Zemlji. In to je ta del, ki ga seva nazaj proti Zemlji, je pa tisti del, ki potem segreva naše ozračje. Zdaj, toplogredni plini. Ne? To so tisti plini, ki absorbirajo te valovne dolžine, pri katerih naša Zemlja seva. Dušik pa kisik, ki sta pravzaprav glavna plina v naši atmosferi, nista toplogredna plina. Ta dva prav tako kot sončno svetlobo prepuščata tudi Zemljino svetlobo nazaj. Toplogredni plini so večinoma troatomni plini ali pa tudi nekateri drugi. Ti pa absorbirajo ravno tiste valovne dolžine, v katerih seva Zemlja. Ne? To so pa vodna para, pa ogljikov dioksid, potem še metan, nekateri dušikovi oksidi. Se pravi, ti plini, čeprav jih je v ozračju zelo malo,
če pogledamo delež, koliko jih je v celotnem ozračju napram kisiku, dušiku, jih je zelo malo, ampak ti so odgovorni za to, da je na Zemlji pravzaprav toplo, ne, da zadržijo toploto od sonca pri nas. Ker ne, ta učinek tople grede deluje ne glede na to, o čemer se zdaj mogoče pogovarjamo o podnebnih spremembah. Ne. Tudi, če mi ne bi ogljikovega dioksida izpuščali, mi bi še vedno imeli na Zemlji toplo gredo. Zaradi ogljikovega dioksida, ki je naravno prisoten, in zaradi vodne pare. In zaradi tega imamo na Zemlji pravzaprav sploh možnost za življenje, drugače bi bila povprečna temperatura na Zemlji tam okrog minus 18 stopinj in bi bila vklepljena v led. Zdaj pa recimo približno, če pogledamo Zemljo kot celoto, ima temperaturo 15 stopinj, tako povprečje. Ampak zdaj pa pridemo do človeške dejavnosti. S tem, ko mi izpuščamo vse od ogljikovega dioksida, metana in tako naprej, se pravi toplogredne pline dodatno v atmosfero, se zgodi to, da je več teh plinov, več absorbirajo in več pošljajo tudi nazaj Zemlji in se zaradi tega zemeljsko ozračje, se pravi to ozračje čisto pri tleh ogreva. Prej sem na začetku mogoče pozabila glede vprašanj. Če ima kdo kakšno vprašanje vmes, me lahko mirno prekinete, vprašate, tudi če kaj ni jasno, sicer bo pa tudi na koncu potem čas za vprašanje. No, tole približno, to so pa antropogeni plini, kateri so pa tisti problematični plini, ki jih mi dodatno izsevamo v ozračje, da dodatno ogrevajo ozračje. Kot sem rekla, največji onesnaževalec, kar se tiče tople grede, je ogljikov dioksid, precej tudi metan, potem dušikovi oksidi, pa različni klorove ali pa kloroflorove spojine, ki jih pa sicer drugače zelo malo, ampak imajo pa velik učinek, to bomo mogoče kasneje videli. Pridejo pa te izpusti ne samo od industrije, pridejo tudi, predvsem, recimo bomo potem videli, tudi od transporta. V Sloveniji je transport eden večjih onesnaževalcev, od naše aktivnosti same. Velik del pa tudi od tega, da prvič gre za velike poseke večjih zaplat gozdov, pa tudi sama sprememba rabe tal, se pravi, nimamo več. Zakaj so gozdovi pomembni? Gozdovi so velik ponor ogljikovega dioksida, ker pri fotosintezi se pa ogljikov dioksid porablja. In če imamo velike površine gozdov lahko zelo veliko ogljikovega dioksida nazaj posrkajo iz ozračja. Če pa mi to posekamo, pa izgubimo ponor in ga je zaradi tega tudi več. No, važen je pa tale trend. Ogljikov dioksid ima zaradi sezonskih, zaradi vegetacije, ravno zaradi fotosinteze imaš majhen sezonski cikl, malo niha, vedno je taka sinusna krivulja, ampak kar je pa važno, je pa ta krivulja naraščanja, kako strmo narašča. In na tej sliki je samo prikazano samo od leta 1980. Če bi pogledali še nazaj v predindustrijsko dobo, bi videli, da se je takrat je bil nivo ogljikovega dioksida dokaj enakomeren, stalen, dokaj konstanten in je bil raven. Nihal je sezonsko, ampak nobenega trenda ni bilo, ni naraščal. No, predlani, leta 2015, smo dosegli to magično mejo 400, govori se o parts per million, koliko delčkov, koliko molekul ogljikovega dioksida je na milijon delcev zraka. No, takrat se je tudi v medijih mogoče ste zasledili veliko to pojava. Dosegli smo eno mejo, 400 ppm. Zrasel je pa od predindustrijske dobe, je bila pa številka tam okrog 280, 200, ali pa še celo manj.
Se pravi, zelo, zelo močno smo povečali količino ogljikovega dioksida v ozračju. In enako velja za vse ostale pline. Trend načrta je zelo podoben in za metan, in za dušikove okside. No, ko govorimo o različnih toplogrednih plinih, prej sem govorila, da imamo največ ogljikovega dioksida. Zdaj pa pomembno, kako močno pa ti plini tudi absorbirajo. Važno je, kakšen je njihov toplogredni potencial, koliko energije oni sprejmejo. To je malo važno, v kateri valovni dolžini absorbirajo, zaradi tega, ker je tudi porazdelitev po valovnih dolžinah zemeljskega sevanja različna, ni enakomerna. Pri različnih valovnih dolžinah tudi Zemlja različno veliko energije odda. In ogljikov dioksid ima, kar se tega tiče, k sreči, lahko rečemo, k sreči dosti nizek potencial napram ostalim plinom, ki imajo bistveno večjega. Ampak nesreča pri ogljikovem dioksidu, ki ga imamo največ, je pa ta, da je pa zelo dolgoživ. Zelo, zelo dolgo ostaja v zračju. 50 let in več, v stoletjih govorimo. Se pravi, to je pa zelo pomembno pri naših aktivnosti, ko želimo blažiti. Tudi če mi danes, zdaj se odločimo, pa ne bomo nič več izpustov dajali v zračje, bodo tile, ki so se nabrali skozi ta desetletja, se pravi teh dodatno 200 ppm-jev, ostalo v zračju še najmanj 100 let. In bojo delovali na enak način kot danes in se bodo podnebne spremembe še pospeševali, tudi če zdaj ostavimo vse. In to je pomembno. Dočim ostali plini imajo k sreči, recimo metan je eden takih, ki pa k sreči samo nekaj v desetletjih govorimo, da se pa bistveno prej absorbira oziroma kroži hitreje in gre nazaj v ponore. No, sončno sevanje. Tukaj bi se ustavila predvsem zaradi tega, ker je velikokrat, ko se govori o podnebnih spremembah, mogoče z te skeptične strani prihajajo kakšne izjave, da je za vse krivo sončno sevanje oziroma spremembe sončnega sevanja. Kot sem že prej rekla, ja, sončni sev se spreminja konstantno, skozi. Ampak določena stvar je ta, da od začetka življenja Zemlje se je sončni sev močno povečal, za kar za 30% in se bo do konca življenja Sonca še naprej povečeval. Ampak to je tako majhen delež. Če gledamo pa naš čas človeškega življenja, se po tem času praktično ni spremenil. Se pravi, to je na zelo, zelo, zelo dolgi rok in teh sprememb mi ne bomo začutili. Po drugi strani se pa tudi na v krajših časovnih korakih spreminja. Ti so precej taki lepi sinusni cikli, in ta je pa približen na desetletje, oziroma govorimo o 11-letnih ciklih. Ampak če pa pogledamo magnitudo tega spreminjanja, se pravi, koliko se energija spremeni v teh ciklih, je pa samo 0,1% tistega vse energije, ki pride do nas. To je zelo malo. In na tej sliki se zelo lepo vidi, kakšen potencial ogrevanja ima vsak od teh dejavnikov, o katerih smo zdaj govorili. Toplogredni plini. Na tej sliki je prikazan, govorimo o sevalnem presežku in ta sevalni presežek je v bistvu energija, ki dodatno ostane kar rečemo, v zemljinem sistemu zaradi posameznega dejavnika. In toplogredni plini imajo pozitiven učinek. Več energije ostane zaradi toplogrednih plinov. No, med tem, ko recimo Sonce, to je pa tale
rumena krivulja, se vidi, koliko manjši učinek ima to nihanje sonca napram toplogrednim učinkom. No, nismo pa še omenili aerosolov. Aerosoli, to so drobni delci v ozračju, ki imajo pa tudi zelo velik vpliv na podnebje. Recimo vulkanski pepel, to je eden od aerosolov. In vulkanski izbruhi ravno preko aerosolov vplivajo na podnebje. In sicer imajo aerosoli dva nasprotna učinka. En učinek, ki je zelo močan, je, da odbijajo sončno svetlobo, podobno kot oblaki, ki so beli. Se pravi, da odbijajo sončno svetlobo nazaj, da sploh ne pride do tal, da bi se ogrela in da bi ta energija potem pri nas ostala. Drug nasproten učinek je pa, da tudi absorbirajo del sončne svetlobe, tisto pa zadržijo pri nas. Ampak neto učinek, se pravi, če te dva učinka seštejemo, je negativen, se pravi, odbije sončno svetlobo in ne pride do nas. To je pa kontraučinek antropogenih dejavnikov, da ohlaja podnebje, da zadrži energijo. Ampak, če seštejemo, če vse te učinke dejavnikov seštejemo, še vedno imamo pozitivno bilanco. Toplogredni učinek prevlada aerosole in sonce in tako naprej. Na tej krivulji se zelo lepo vidi, kako imajo posamezni dejavniki vpliv na rast temperature. Tale krivulja kaže, kako je svetovna temperatura, se pravi cele Zemlje, naraščala od predindustrijske dobe naprej. Vidimo, da imamo nihanje iz leta v leto, ampak narašča počasi. In zdaj smo skoncentrirali samo na zadnja desetletja, ko imamo ki imamo boljše meritve in lahko izločimo posamezne učinke na temperaturo, posamezne učinke dejavnikov na to temperaturo, ki je izmerjena. Eden od učinkov so vulkanski izbruhi. Vulkanski izbruhi običajno znižajo temperaturo Zemlje, zaradi senčenja z vulkanskim prahom. Potem drug močan učinek, ki vpliva na temperaturo Zemlje, je pa El Niño. Ne vem, a ste slišali že za ta pojav, vse se veliko govori. El Niño je en pojav v cirkulaciji oceanov, ko je tam okrog Južne Amerike, v Pacifiku, voda v oceanih nenavadno topla, se pravi bolj topla kot običajno, in to vpliva tudi na ozračje, da se ne samo tam lokalno bolj ogreje kot sicer, ampak ta vpliv je kar velik, in zaradi tega v teh epizodah El Niña običajno temperatura Zemlje nekoliko višja. Ampak to je naraven pojav. Na ta pojav človek nima vpliva. To je naravna cirkulacija oceanov, ki je pa sicer, če pogledate tole krivuljo tukaj spodaj, ni zelo pravilna, zato jo tudi težko napovemo. Nima nekega sinusnega lepega ritma, ampak je malo kaotična. Nasprotna faza je La Niño, ko se pa ohladi voda v oceanih in zaradi tega tudi posredno ozračje in ima temperatura Zemlje malo nižja. In to ima vpliv na ta nihanje temperature Zemlje. Potem je pa še ta signal zaradi ogrevanja Zemlje, zaradi drugih antropogenih učinkov, kot sta izpusti toplogrednih plinov, pa sečnja gozdov. To je pa približno linearni trend. In če potem vse tele dejavnike odštejemo, bomo videli, kaj nam ostane. Tukaj odštevamo vpliv sončne dejavnosti, ker sonce niha, pa vulkana, se pravi zunanje dejavnike. In dobimo malo bolj gladko krivuljo. Zdaj iz tiste krivulje smo odstranili nihanje zaradi vulkanov in sonca. Zdaj smo odstranili nihanje zaradi El Niño pojava. In kar nam ostane je tale krivulja,
tukaj pa vidimo, da ima kar strm naklon, se pravi, nimajo notranji dejavniki zdaj več vpliva na tole rast. Zdaj je edino, kar nam je ostalo, trend zaradi toplogrednih plinov, pa naravna variabilnost, ki vedno bo. In kar nam pravi, ta trend je, da se Zemlja ogreva zdaj v zadnjih letih z 0,16 stopinj na desetletji, kar je zelo veliko. Zelo veliko, bomo kasneje mogoče še bolj jasno videli. No, in da pridemo do tega, potrebujemo meritve. Ne? Zdaj, za podnebje so izjemno pomembne konsistentne meritve. Ker ravno zato, ker je dejavnikov, ki vplivajo na podnebje, toliko veliko, ne, in je tako veliko nihanje, je lahko signal ogrevanja zelo majhen in ga ne bomo prepoznali v vsem tem nihanju. Zato moramo pa dodatno paziti, da tem meritvam ne dodajamo še kakšnih drugih umetnih signalov. Kot so kakšne take stvari, kot recimo najbrž je to najboljši primer, recimo, če primerjamo temperaturo v mestu, pa nekje na podeželju. V mestu, že zaradi samega ogrevanja mesta, pa ker je pozidano in tako naprej, bo vedno toplejše kot nekje zunaj. In je zelo odvisno, kje merimo. Merimo v mestu ali merimo zunaj. Sploh je pa problem, če premikamo lokacijo, ker potem ta okolica merilnega mesta lahko večji signal pusti na meritvah, kot je sam podnebni signal. In je zamaskiran. Lahko v eno ali pa v drugo smer. Lahko ga ne prepoznamo, lahko pa ga prepoznamo, da je prevelik. No, in zato se predno gremo analizirati podatke, najprej lotimo čiščenja podatkov, če tako rečemo. Tale primer je zelo lep, gre za število dni z nevihtami v Godnjah pa v Biljah. Godnje je neka vas na Krasu, Bilje so pa zraven Nove Gorice. Se pravi, bi morali imeti približno isto klimatologijo neviht. Ne bi se smela razlikati. Če pogledamo, v Godnjah, kaj se je dogajalo. V začetku 80-ih let, se pravi v 80-ih letih, je tam bilo povprečje, če gledamo meritve, 50 neviht v letu. 50 se jih našteli. Ampak potem se je pa zgodila neka huda sprememba in 91. leta ali 92. leta hud skok in naenkrat smo komaj pri 10 nevihtah na leto. Ravno obratno se je pa v Biljah zgodilo. Na začetku smo bili tam nekje pri 35, potem je pa močno naraslo, na 50 pa še začeli počasi padati. To je tipičen primer, kaj se zgodi s podatki, če nismo previdni, če nismo konsistentni, natančni in tako naprej. Ti podatki seveda niso primerni za meritev. Ampak, če jih nekritično gledamo, bi lahko rekli, kje so pa hude spremembe, nekaj se je dogajalo v zračju, hude, lahko, če bi recimo bila v tem primeru temperatura, nekaj hude podnebne spremembe. Kar pa ni v resnici pripišemo temu, da so se zamenjali opazovalci, najbrž so različno slišali, so bili različno tudi pridni pri opazovanju in je prišlo do takih razlik. In take razlike, preden gremo analizirati podatke, moramo odstraniti iz podatkov, če je to mogoče. V tem primeru teh podatkov sploh ne uporabljamo, ker praktično niso uporabljeni. Tako slabih podatkov kljub vsemu ne najdemo. No, tukaj je tipičen primer, recimo, kaj se zgodi lahko, podnebje spremljamo skozi dolgo zgodovino, moramo zelo dolgo ga spremljati, več let. Če je možno več stoletja, ampak žal imamo tako zgodovino, naše meritve se začenjajo tam v sredini 19. stoletja. In tukaj primer, kaj se je zgodil s postajo, tukaj za Bežigradom, čez cesto, kjer imamo danes, tole je
postaje danes na vrtu Agencije za okolje. Takole pa izgledala na istem mestu postaja, takrat, ko so začeli meritve leta 1948. Ne? In je zelo velika razlika v poselitvi. In zaradi tega je tudi velika razlika v temperaturi. Ne? In ko gledamo Ljubljanski niz, recimo, se vidi močno ogrevanje, ampak tega ogrevanja ne moramo pripisati samo globalnemu segrevanju, ampak tudi trendu oziroma segrevanju zaradi spremembe okolice. Ne? Ker je tole bilo praktično takrat še na robu mesta, ne? Zdaj je pa Bežigrad v središču mesta, kjer je že zaradi samega mesta, velike mestne okolice, bolj toplo, pa tudi neposredna okolica je bistveno bolj pozidana, več toplote akumulira in je zaradi tega bolj tako. No in na vse to moramo paziti. Približno tako zgleda, ne? Če imamo mi takle, tole je recimo časovni niz, ki ga dobimo direktno iz podatkov. Kar pa vemo je pa, da je ta časovni niz meritev sestavljen iz take naravne podnebne spremenljivosti, to, kar sem prej govorila, da stalno niha, ne, naravna variabilnost. Potem iz tega podnebnega signala se pravi, da se na dolgi rok nekaj s klimo dogaja, lahko podnebne spremembe, lahko je tudi kakšen drug vzrok. In pa tale umetni signal, ki pa običajno bolj takle stopničast, to je pa zaradi spremembe načina meritve, zaradi spremembe okolice in tako naprej. In tega se moramo v procesu homogenizacije, rečemo, znebiti. Drugače ne smemo časovnega niza uporabljati za analizo podnebnih sprememb, ker bi lahko te skoke pripisali podnebnemu signalu. No in takole recimo je zgleda potem razlika, ne? To je tipičen primer, kako se celo spremeni trend. V tem primeru gre za sneg na Kredarici, kjer so leta 61 in leta 71 popolnoma spremenili način meritve. Sneg je zelo težko meriti, ne? Sploh v hribih, kjer imamo zamete in tako naprej. In je zelo pomembno, kje je lokacija, kako se ga meri, a se ga na večjih točkah in tako naprej. No, in dvakrat vmes v tem nizu izmerjanje ta moder so način meritve spremenili. In je kazalo, da pri nas na Kredarci imamo vedno več snega. Ne? Potem smo pa šli to homogenizirati in se je pa trend nekoliko spremenil. Ne? Celo v drugo smer je šel. O tem, kar sem zdaj govorila, spravna, na podlagi podatkov, meritev, ki jih zmerimo, na podlagi tega ugotavljamo, kaj se je s podnebjem dogajalo do danes. Ugotavljamo, a se v resnici podnebje spremenja, pa kako velike so te spremembe do danes. Ker pa poznamo mehanizme, ne, pa pričakujemo, da se bo v naslednjih desetletjih podnebje še zelo močno spremenilo. Takrat pa nimamo na voljo seveda meritev, ampak si pomagamo z modeli. In ti modeli so zelo podobni vremenskim modelom, samo da so še malo bolj kompleksni. Ne? Je tako, da modeli v bistvu simulirajo kar s konkretnimi fizikalnimi enačbami procese, ki se dogajajo v ozračju. No, dodatno pa napram vremenskim modelom, podnebni modeli vsebujejo tudi zelo kompleksne module, ne samo za ozračje, ampak tudi za oceane, ledeni pokrov, vegetacijo, pa kopno. Zato, ker se na dolgi rok vsi ti deli podnebnega sistema tudi spreminjajo, ne? In drug na drugega vplivajo. In je, če želimo gledati na dolgi rok, se pravi na več desetletij naprej, moramo to tudi poštevati. Je pa tako, ne? Ker ti modeli so zelo kompleksni. Čeprav je v zadnjih desetletjih računska moč, se pravi računalniki so postali zelo zmogljivi, pa še vedno ne moramo razrezati ozračja na dovolj majhne kocke, da bi lahko čisto vse procese noter simulirali.
Največ pridemo zdaj nekje do 100 km, če pokrijemo celo zemljo, če pa pokrijemo potem, včasih delamo tako, da gnezdimo en model v drugega, ne, v globalnega, se pravi tega, ki pokriva celo zemljo, potem gnezdimo regionalne, tam gremo lahko v malo nižjo resolucijo. Ampak globalni modeli imajo nekako prijedo do reda velikosti 100 km. 100 km je zelo veliko, če se predstavljamo, 2 kocki bi pokrili celo Slovenijo. Ne? Nekateri procesi, ki so pa zelo pomembni za podnebje, pa potekajo v bistveno manjši skali, v mikroskali celo. Ne? Dva od teh sta sevanje, pa oblaki s padavinami. To sta oba zelo pomembna procesa za oblikovanje podnebja. Zato moramo te procese, ne moramo direktno s tistimi enačbami, ki jih dobro opišejo, se pravi, direktno s fizikalnimi enačbami ne moramo opisati, ampak jih približno opišemo, rečemo, da jih parametriziramo. To so neke taki približki, s katerimi na podlagi naših izkušenj približno opišemo tisti proces. Ne. Ampak zaradi tega dobimo pa kar veliko negotovost zaradi modelov. Ne. To je velik vir negotovosti rezultatov modelov. Ne. Drugi je pa seveda velika ločljivost, ker lahko napovedujemo tudi za bistveno večja področja, ne moramo iti v zelo majhne skale. No, in zato ne govorimo o napovedih modela podnebja, ampak govorimo o projekcijah pa scenarijih. Ker tisto, kar nam podnebni modeli daje, je samo nek scenarij, če lahko tako rečemo, ni pa nekaj konkretna napoved. Ne moramo s temi modeli ugotoviti leta 1959 novembra bo tako pa tako. Temu ne zaupamo. Ne. Tudi tisti številki, ki jo tam dobimo, čeprav jo dobimo, ne zaupamo, ampak zaupamo predvsem opisu podnebja na dolgi rok. Se pravi, da iz njega dobimo povprečja, pa kakšna je spremenljivost določenih podnebnih spremenljiv. In glavni viri za veliko nedoločenost teh projekcij je seveda najprej sam podnebni sistem, je izjemno kompleksen. Ni, če temu rečemo, ni linearen, je kaotičen. Ne? Mogoče poznate to zgodbico, da metuljček v Avstraliji zaplahota s krilom in se, ne vem, v Ljubljani vsuje dršne, da je to posledica. To je nekako zgodba kaotičnih sistemov, ne, ki ne delujejo tako, kot mi pričakujemo, ne intuitivno, ne, ampak so zelo kompleksni, imajo veliko povratnih zankov sebi in zaradi tega pride tudi do negotovosti. No, ena od negotovosti je negotovost podnebnih modelov, o tem, kar sem govorila. Tretja negotovost je pa, kaj se bo dogajalo z izpusti toplogrednih plinov. Ne? Tukaj imamo pa vlogo tudi mi sami. Zdaj, ne vemo, kaj se bo dogajalo. Želimo si, da bi jih omejili, ampak je pa odvisno od nas, pa od politike, kaj se bo v resnici dogajalo. No? Svetovni forum je zato naredil 4 scenarije izpustov toplogrednih plinov. Označil jih je pa s številkami, RCP pomeni značilni potek vsebnosti toplogrednih plinov. Kako ne bi se gibali do konca stoletja? Označili so jih pa s številkami, koliko ne bi bilo konc stoletja po tem scenariju tega dodatne energije ostalo v ozračju. In ta RCP 2.6, ki ima najnižjo številko, je zelo optimističen scenarij. Ta predvideva, da bomo mi, ali pa da smo že včeraj popolnoma prenehali s izpusti toplogrednih plinov. Kar večinoma, no, politika mogoče v nekaterih primerih še verjame, da je mogoče, ampak če gremo čisto strokovnega vidika, praktično ni mogoče. Ne? Tudi zaradi takih stvari, kot sem prej govorila, da je ogljikov dioksid ima izredno dolgo dobo, življenjsko dobo. Ne? Kar smo naredili, smo v bistvu pustili posledice za več desetletij naprej, tudi če tako ostajamo na negativnih izpustih. Ne? In tako da ta scenarij zelo malo verjeten je, pa ta scenarij najbližji tistemu, kar je
kar so pa leta 15 sprejeli v Parizu, pariški sporazum, kjer so se dogovorili, da bi države sveta delale vse na tem, da bi globalna temperatura Zemlje ostala pod dvigom 2 stopinji Celzija. Potem so pa še drugi, 4,5, temu rečemo zmerno optimistični scenarij, ki predvideva, da bo počas se pa človeštvo kljub vsemu spodmetovalo, pa počas omejilo izpuste toplogrednih plinov in jih potem proti koncu stoletja tudi že počas zmanjševalo. Zadnji, ta moder scenarij, ki je zelo strm, pa pomeni to, da ne bomo prav čist nič naredili, da bomo nadaljevali s takim slogom življenja, s izpusti, tako kot smo v preteklih desetletjih in imamo še danes. No in od tega je pa zelo odvisno, kaj se bo s klimo dogajalo v prihodnosti, ker to ima glavni vpliv pravzaprav na dvig temperature in vse ostale posledice. No in če zdaj pogledamo na svet, kakšna so dejstva. Tale graf nam zelo lepo kaže, kje so odmiki, kako se je temperatura od nekega povprečja vsako posamezno leto od predindustrijske dobe, tam od leta 1885 pa naprej gibala. In ti dve slikci sta pa temperatura Zemlje takrat leta 1885, kako je izgledala, pa kako leta 2015 recimo. Tople barve, bolj rdečo, bolj odstopa temperatura navzgor, bolje modro, bolj odstopa navzdol. In v tem predindustrijskem času je bila zelo hladna in zdaj že skoraj gori naša Zemlja. Kar pa je zelo nas pravzaprav kar malo presenetilo v zadnjih letih, je pa ta strmo naraščanje v zadnjih letih. Praktično zelo redko se je v zemljini zgodovini dogodilo to, kar se je v zadnjih 3 letih, da so bile 3 leta zapored vsako toplejše. Prej sem govorila, ne moramo pričakovati, da bo vsako toplejše. Še vedno bo nihanje, bo naslednje leto malo hladnejše, pa spet toplejše. Zdaj se je zgodilo to, da je vedno toplejše in za letošnje leto se zopet pričakuje, da bo tam drugo ali pa tretje najtoplejše. Se pravi, da bo v rangu teh 3 let. Kar nas pa lahko že kar zelo skrbi. Se pravi, da je ta trend zelo močan. Lahko vprašam, a do leta 35 je pa temperatura padala? Kjerga leta? 1935, da so zmerom negativni. Vniz. Ne, negativni pomeni odstopanje negativno. Od dolgoletnega povprečja. To pomeni še vedno, tole leto je bilo toplejše od tega predhodnika. Samo na povprečju celotnega obdobja je bilo hladnejše. Zdaj mogoče... So bila vsa hladnejša od dolgoletnega povprečja? Vsa so bila hladnejša od dolgoletnega povprečja. Sedaj sklepa, da je padala? Padala je v tem obdobju, samo do sem. Potem v tem obdobju pa že naraščala. Samo še vedno je bila hladnejša od dolgoletnega povprečja. Je pa vmes tudi praktično nekaj let padala. To se mogoče še bolj švit na naših podatkih, na bolj lokalnih, tam, ki je bila industrija se v tistem delu, v tistem času bolj razvijala, recimo zaradi smoga, pa se govori o globalnem senčenju. In v 70-ih letih se je celo govorili, da gremo v ledeno dobo, ampak to je bil zelo kratkotrajen učinek tistega zelo onesnaženega zraka, kot sem prej rekla, aerosoli imajo kontraučink toplogrednim plinom in je manj sončne energije prišlo in je za kratek čas res temperatura padla. Ampak potem smo pa naredili mogoče dobro stvar za nas, smo zrak bolj očistili, bolj pazili na predvsem žveplove okside, ampak je imel pa kontraučink na podnebje. Zgubili smo ta negativen učinek aerosolov.
No, kar se tiče padavine, pa malo drugačne. Padavine so pa precej bolj težavne, ne, kot temperatura. Padavine tudi veliko bolj nihajo kot temperatura. Če pogledamo na letni ravni, na medletni ravni, veliko večje skoke imamo, oziroma nihanje, to čisto naravno nihanje. In če se predstavljate, ne, če imamo naravno nihanje z veliko amplitudo, potem mora biti tista sprememba večja od te amplitude, da jo sploh zaznamo. Zato mora biti sprememba v padavinah velika, da jo zaznamo. Ne. In trenutno še niso tako velike, da bi lahko rekli, da so zelo statistično značilne, ampak po določenih koncih sveta se pa to že vidi. In kar se opazi, je, da se vzorci, ta prostorski vzorc padavin spreminja. Ne. Določeni deli postajajo bolj suhi, določeni bolj mokri, nekje je to še celo dobro, ne, tisti suhi predeli, da bodo bolj namočeni. Zaskrbljujoče pa bo to, da za tiste dele, kjer recimo ta mediteranski bazen, kamor tudi del Slovenije spada, ki je pa že tako suh in je zelo močan trend sušenja. Ne. Ta bo pa še bolj suho, se pravi, da tam, kjer že imajo probleme s sušo, bodo imeli še dodatne probleme s sušo, ali pa kontra, tudi tam, kjer so problemi z močo, bodo imeli večji problemi z močo. Ni povsod enako, ne, ampak v določenih krajih se pa to poklopi. Potem ekstremni vremenski dogodki, ne, te jih že zaznavamo, da jih je vedno več. Ker že čisto naravno to intuitivno sklepanje, ne, če imamo mi v ozračju več energije, bodo tudi dogodki oziroma procesi bolj burni. Ne. Med vremenskimi dogodki se ogromno energije sprošča, ne, in ekstremni dogodki so pa tisti, kjer se še več energije sprošča, tako da postajajo bolj intenzivni, določeni pa tudi se dogajajo z večjo frekvenco, se pravi, so bolj pogosti. In kar kaže za naprej, tudi na globalni ravni, je, da se bo število vseh teh različnih vremenskih dogodkov še povečevalo. No, ampak ne smemo pa ostati samo pri ozračju. Kot sem že prej rekla, zelo pomemben del podnebja so tudi oceani. In tudi pri oceanih smo že zaznali, da se temperatura zgornje plasti oceanov dviguje. Če tukaj pogledate, številke so sicer zelo majhne, ne, pri spremembi temperature. Ampak dvoje je v bistvu znanstvenike v zadnjih letih ali desetletjih že malo presenetilo. Prvo je bilo, da so najprej predvidevali, da se bo zelo tanka plast oceanov segrela, samo nekaj do 100 metrov. Ne. Zdaj ugotavljajo, da gre to segrevanje že v globino do 700 metrov, kar je zelo veliko. Ne. Druga stvar, ki je pa predvsem pomembna pri tem, je pa voda ima veliko večjo toplotno kapaciteto kot zrak. Ne. In majhna sprememba temperature v vodi pomeni, da je veliko več energije prejela voda, kot recimo zrak za isto spremembo temperature. Ne. To pomeni, da se v vodi veliko energije kopiči. In ta slika, ne, prikazuje, koliko, ne, mi smo na ozračju smo detektirali veliko spremembo temperature, ne, že stopinjo skoraj. Pri oceanih ne, samo do desetinke stopinje, ampak koliko energije se je pa nakopičalo v ozračju ali pa v oceanih, pa prikazuje ta slika. Ne. Veliko več energije se je nakopičalo v oceanih. In to je zopet ena od tistih zadev, ki jih moramo upoštevati, ko gledamo podnebje v prihodnosti. Tudi če bomo danes ustavili vse toplogredne pline, mi smo ogromno energije zajeli v oceane, ki se bo v naslednjih desetletjih še vedno sproščala, ne, nazaj. Se pravi, ne moramo kar ustaviti. Mi smo že naredili velike zaloge energije. No, in ena od problemov, vsaj globalno, mogoče v Sloveniji ne toliko, je pa dvig gladine morja.
Zdaj, pri dvigu gladine morja je tako, ne. Čisto intuitivno razmišljamo, ledeni pokrov se bo talil in zaradi tega jasno se bo dvignil na morje. Zdaj, ledeni pokrov na samih oceanih ne prinese nič v dvigu morja, ne, zaradi tega, ker pač led ima toliko večjo prostornino, da vedno, ko se stali, se to mogoče se spomnite iz kozarca vode, nivo bo ostal isti, tudi če se vam kocka ledu noter stali. Ampak ves led, ki se pa tali na trdnih tleh, ne, na celinski ledeniki, ledeni pokrov Grenlandije, Antarktika, tisti ledeni pokrov, ki se tali, pa prispeva k dvigu vode. Zelo velik prispevek k dvigu vodne gladine ima pa tudi dvig temperature, ker voda nima vedno enake gostote in ko se dviga temperatura, se voda razpenja. Ne? In to ima zelo velik vpliv na dvig gladine oceanov. In zopet ta dvig gladine morja je kar malo zaskrbljujoč, tudi glede na študije. Večinoma se izkazuje, da meritve kažejo, da so dvigi večji, kot smo jih predvidevali, kot so jih kazali modeli. No, če se mogoče tukaj kar grem še na Slovenijo direktno, potem ne bomo tega gledali, za ta sredozemski bazen je že tako malo specifičen, zato ker je zaprt. Tisti Gibraltarska ožina je za kroženje morja zelo majhna in spremembe v oceanih imajo majhen vpliv ali pa zelo počasen vpliv na sredozemski bazen. Dodatno pa seveda Jadransko morje, ki je še nek tak kvazi zaprt sistem in ima svojo dinamiko, še dodatno mogoče malo bolj zakomplicira stvari. Tako da napovedi recimo za Jadransko morje imajo grozen velik razpon, res ne vejo, kaj se bo zgodilo, ampak v vsakem primeru gladina morja se bo dvignila in se že dviga, to se kaže tudi v Benetkah, kako velik dvig je pa zelo negotovo. No, spreminja se pa tudi zaradi spreminjanja temperature ozračja se spreminja tudi cirkulacija oceanov. Tokovi v oceanih. Ti so pa zelo pomembni za prenašanje toplote, energije iz ekvatorja proti polom. In lahko se določene zanke zaprejo. En tak primer je lahko recimo zalivski tok, ki lahko zaradi teh vplivov podnebnih sprememb prej potone, se pravi, preden pride sploh do Evrope, se pravi, tega prenosa toplote iz ekvatorja proti severu ne bo, kar bo pa lokalno, recimo za tisto regijo severovzhodne Evropo pomenilo, da se bo celo v podnebnem segrevanju ohladilo. Pa podobno je tudi na drugih koncih sveta. Potem, to sem že prej omenila pri dviganju gladine morja, zelo drastično je spreminjanje ledenega pokrova. Se to nekako pričakujemo, če je toplejše podnebje, da se bo led talil. In to se pozna na Grenlandiji in Antarktiki in ta upad ni linearen, je zelo eksponenten, vedno bolj strmo pada obseg oziroma masa ledu. To je pa povezan s tako imenovano povratno zanko. Če to razložim, led je bel. In ko pride sončna svetloba do ledenega ali pa sneženega pokrova, se več ali manj skoraj vsa odbije nazaj. Se pravi, nič se ne zadrži. To pomeni, da tisto podnebje tam lokalno se ne bo ogrevalo. Zdaj se nam pa ta ledeni pokrov stali, se pokaže ali temno morje ali pa temna površina zemlje, ta pa bo absorbirala sončno sevanje in bo zaradi tega se še dodatno ogrel, ker bo lokalno več se absorbirala sončne svetlobe, manj se jo bo odbil nazaj v vesolje in se
zopet imamo dodatno še zaradi tega več energije, ne samo zaradi toplogrednih plinov. Ne. Ta v bistvu povratna zanka sama sebe pospešuje, zato imamo zelo strm padec. No pa tudi arktični morski led, ne samo ledeni pokrovi, ampak tudi morski led se drastično zmanjšuje. V zadnjih letih se že kaže tam, da bo na severu, recimo na Arktiki, tudi, da bodo počasi odprte celo ladijske poti zgoraj, ne? Da se odpirajo, ker dolg časa to pravzaprav sploh ni možno. Na svetovni ravni je pa eden od problemov tudi taljenje permafrosta. Ne? To je tisto stalno zamrzneno, tega je veliko v Sibiriji, Kanadi, ne? Kjer zemlja ni pokrita stalnim snegom ali pa ledom. Zemlja je zamrznjena, zelo v globino, daleč v globino. In problem permafrosta je ne samo to, ne, da ko se stali, potem začnejo rastline, recimo gozdovi, pa to nimajo več stabilnosti, ne, se podirajo, začne se erozija, hkrati je po permafrostu ogromno skladiščenega metana. Ne. Metan je pa toplogredni plin in to je zopet povratna zanka. Permafrost se stali, začne se izločati metan, metan je toplogredni plin in zopet se več energije zadrži in se zaradi tega še bolj ukreje, ne, kot bi se. No, in ena od pomembnih točk ali pa tistih zadev, ki se jih pa klimatologi najbolj bojimo, so pa te točke preskoka. Ne. Ker zdaj imamo občutek, ne, čeprav se temperatura segreva tako, da jo mi pravzaprav, mi se temu prilagodimo in če mogoče ne bi imeli meritev, mogoče tega sploh ne bi zaznali, vsaj v določenih delih, ker gre to počasi, ne, počasi se segreva. Ampak zgodi se pa to, ne, trenutno ali pa predno se je začelo to antropogeno spreminjanje ozračja. Je bila Zemlja v določenem ravnovesju, ne? Tako kot tale žogica, če si predstavljate žogico v eni jami. Ne? Če je iz ravnovesja določen nasila mal ali pa en potisk dvigne, se bo sama vrnila. Tja not in se počasi iznihala in spet šla v ravnovesno stanje. To je bilo stanje, preden smo mi začeli z antropogenimi izpusti. Ne? Kar pa zdaj delamo, ne? Je pa to, da to žogico počasi, ampak skozi stalno, ne? Stalno izpuščanje toplogrednih plinov je stalno porivanje žogice navzgor in lahko pridemo do te točke, ko se bo pa sama začela valiti naprej. Ne bo nam treba nič več dodajati, ampak sama bo zdrvela s temi povratnimi zankami, ki sem jih prej razlagala, zaradi takih zadev, bo zdrvela v popolnoma drugo stanje, ne? Kar je pa lahko nekaj, kar pravzaprav sploh ne poznamo. Ne? Eno od stvari že poznamo iz zemljine zgodovine, ko je bila čisto zaledenela, to je v drugo smer. Ampak tega potiska nismo sami naredili, so naravni vzroki naredili, ne? Da je šla zemlja v to stanje, v popolnoma zamrznjeno zemljo. Ne? Kaj se bo pa tukaj zgodilo, pa ne poznamo. In niti ne poznamo, kje je ta točka. Ne? Tega pač ne vemo, ampak se je bojimo. Lahko se pa zelo hitro zgodi. Lahko pa do takih točk preskoka pride tudi samo v posameznih delih sistema. Ne? Samo lokalno na katerih delih. So že tudi označene teh stvari, malo že poznamo. Zalivski tok je eden takih, ne? Ki se potem, ko ga enkrat spravimo iz ravnovesja, ne more več v ravnovesje vrniti, se pravi, ne bo se vrnil več do Skandinavije in Anglije, ampak se bo popolnoma drugače obnašal, bo šel v drugo ravnovesje stanje. No, zdaj gremo pa k Sloveniji, iz sveta nazaj v Slovenijo. Ne? Zelo podobno kot na svetu. Tudi pri nas v Sloveniji ugotavljamo, da se temperatura močno raste. Ne? V Sloveniji imamo tako, da imamo sistematično spremljanje temperature tam nekje od leta 40 in tako naprej, ampak da imamo pa dovolj
postaj po celi Sloveniji, pa da so tudi prečiščene, pa gledane to, kar sem prej govorila, tudi homogenizirane. To pa od leta 61 naprej. No? In tudi tam približno so analize narejene. Se zelo lepo vidi tukaj, ne? Tja do leta 81 je bilo kar stabilno. Ne? Zelo strm dvig se je pa začel tam v sredini 80-ih let, potem naprej gor. In zelo podobno kot v svetu so bile sicer te zadnje 3 leta, ne, je bilo vsako toplejše kot drugo, ampak tudi pri nas, čeprav sta bili zadnji 2 leti mogoče hladnejši od 2014, ne, to, ki je bilo najvišje, ko smo največ presegali povprečno temperaturo, sta ti dve še vse tako izvan njo, ne, zelo blizu. Tako da tudi pri nas se to zelo intenzivno dogaja in recimo na globalni ravni se je temperatura dvignila zdaj približno tam 0,9 stopinje od predindustrijske dobe, pri nas pa kar za 1,7 stopinje Celzija, precej več. Če pogledamo, to pri nas so napram celotni zemlji te spremembe še bolj drastične. Če pogledamo malo po sezonah, ne, kako se je spremenil, tole pomlad prva, najbolj se je ogrelo poletje, ne, temne slike so večje ogrevanje pomeni. Jeseni se pa ni signala, ne. Jeseni se ni spremenil in če pogledamo vzrok za to je, to, kar smo prej govorili, ne, zaradi tega senčenja, ki je bilo pa najbolj opazno raven jeseni. In imamo tam v 70-ih letih, 70. do 80. leta, kar velik upadac temperature, raven zaradi aerosola, zaradi senčenja, kljub temu pa potem naprej dvig, ampak ta padec je bil toliko velik, da signal še vedno ni pozitiven, ne, še vedno se kaže, kot da jeseni ni velikih sprememb. No, po zimi pa spet. Tukaj se pa vidi, da tudi Slovenija, pa čeprav je tako majhna, so razlike v ogrevanju lokalno, ne? Ni enakomeren dvig temperature. Podobno je tudi pri najvišjih temperaturah, ne? Tistih, ki se jih v bistvu najbolj čutimo, ne? Vsi, ne samo človek, ampak tudi ostale živa bitja, ne? Ker namreč česa se bojimo, vročinskih valov. Vročinski stres ne samo za nas, ampak tudi za vsa ostala živa bitja je tisto, kar najtežje prenašamo. Ne. Kaže se pa, recimo to, ne, število vročih dni nekako kaže, koliko huda vročina je. Ne. To so tisti dnevi, ko temperatura preseže 30 stopinj Celzija. In na začetku tega inštrumentalnega obdobja, se pravi v začetku 60-ih let, bilo povprečje tam okrog 10 smo jih imeli na leto. Ne. Spet niha, tako kot vse ostalo. Ampak prišli smo pa do 30 na leto. Ne. To je drastičen poraz in kaže se, da bo še hujše. Pri padavinah je pa podobno kot prej na globalni ravni. Ne. Preveč nihajo, da bi se signali že zelo dobro poznali. Ampak kljub temu se pa vidi, te tople barve kažejo spremembe v negativno stran, se pravi, da se suši, ne? Da imamo manj padavin. In tole je poletje, pa jesen, ne pomlad in pa jesen, poletje, kjer pa vidimo, da se suši. Ne? In sploh je problem poletje. Ne? Poletje imamo probleme s sušo že v navadni klimi. Ne? In poletje je potreba po vodi v bistvu največja, tudi v vegetaciji. Takrat je potreba največja in ravno poletje se posuši. Ne? No, če pa to je na sezonski ravni, se pravi, na sezonski ravni kakšnega hudega signala še ni. Ampak če pa pogledamo na letni ravni, se pa zelo lepo vidi, da se celotna zahodna Slovenija kar dobro suši. Pa običajno je zelo prisotno tudi v strokovni javnosti, da je Slovenija dobro založena z vodo. Ne.
Kar mogoče do ene mere velja, zaradi tega, ker imamo v zahodni polovici Slovenije relativno kar veliko padavin, ampak glede na ta signal, da se suši, pa poleg tega, da se suši bolj ravno v tistem delu leta, ko vodo najbolj potrebujemo, nas pa spet lahko skrbi. No, zelo se je pa povečalo tudi sklapevanje, pa zopet ravno v tistih regijah, kjer imajo probleme s sušo že danes. Ne. Snežna odeja tudi se je spremenila. Ne. Tako novo zapadli sneg, se pravi, koliko snežnih padavin zapade, kot tudi koliko časa ali pa koliko velika je snežna zaloga v snežni odeji. Ne. Oboje se je spremenilo seveda na manj. In to ima že kar vidno posledico na spremembi pretočnih režimov. Ne. Sta pa dva vzroka za to. Ne. Na spremembo pretočnih režimov vpliva seveda ta sprememba vzorca padavin. Ne. Drugi zelo velik vzrok je pa sprememba v snežni odeji. Ker večina naših rek, ali pa velik del naših rek, ima tako imenovano snežni ali pa snežno-dežni režim. Se pravi, da ima sneg na njihov pretok kar velik vpliv. To pomeni, da padavine iz zimskega časa, iz hladne polovice leta, malo prenašamo v toplejšo polovico leta. Da imamo velike pretoke pozno pomladi ali pa zgodaj poleti. Ne? In tega pa počasi ne bomo več imeli, ne? Tega prenosa. Zaradi tega, ker se po zimi ne bo več toliko vode akumuliralo v snežni odeji, da bi se kasneje stalila, ampak bo takoj odtekla. Ne? No, pa če gledamo naprej, zdaj ne bom šla skozi vse, ampak samo za ta srednje optimistični scenarij, se pravi, da verjamemo, da bomo kljub vsemu nekaj naredili. Ne? Projekcije za povprečno temperaturo zraka kažejo ogrevanje. Za vsako 30 letje naprej približno po 1 stopinjo Celzija, če bomo vsaj kaj naredili. Ne? Če tisti najhujši scenariji, se pravi RCP 8,5, pa kažejo v določenih, predvsem po zimi, no, da se pa zna ogreti tudi do 8 stopinj. To je ogromno, to je razlika med Ratečem in Ljubljano, če si predstavljate podnebje, pa še boljše. Takole, no, pa približno zgleda, kako naj bi se signal temperature gibal, ne, če en, drug ali pa tretji scenarij upoštevamo. Se pravi, da bi že včeraj prenehali z izpusti, da jih vsaj delno omejimo, ali pa da ne naredimo nič. Zraven te ovojnice kažejo to negotovost, o kateri sem prej govorila. Ne moramo natančno določati, kakšna bo sprememba. Govorimo o intervalih, ne, med od do, ampak vsaj signal približno pokažemo. Za padavine pa zopet večja negotovost. Ne. Ampak vsem se signali do določene mere kar kažejo kakšne spremembe. Zdaj, ta predstavitev je mogoče nekaj kompleksna, ampak važna je ta srednja vrsta. Ne. To je nekako ta povprečen signal, ki ga pričakujemo. Zelene barve pomenijo, da bo bolj mokro, rjave, ražne barve kažejo, da bo bolj suho, sive, da ni spremembe. Zgornja vrsta kaže tisti spodnji rob predvidene spremembe, ne? Spodnja pa zgornji rob. Tako da kažeta približno tudi, kakšen bi bil razpon. Ne? No in če pogledamo tole, za pomlad pa jesen je nekako kar tak mešan signal. Ne? Tudi če pogledamo robove, ne, se spreminjata iz suhega pa v zelo mokrega. Se pravi, da sredina tam nekje na sredi. Ne moramo kaj dosti reči v spremembah. Medtem ko poletje je sploh spodnji signal izjemno suh, ampak tudi pri srednjem se kar zadržuje suh signal, pa tudi najbolj moker signal ne pokrije cele Slovenije. Ne? Se pravi, da poleti pa lahko pričakujemo, da se bo vsem
bolj verjetno posušilo kot ne. Podobno pa za zimo še bolj izrazit signal. Se pravi, najbolj suh signal še vedno kaže, da bo mokro, da bo bolj mokro, srednji, da bodo zime bolj mokre in ta najbolj mokre, da bodo še bolj mokre. Se pravi, če povzamemo to, v leti pričakujemo, da bo manj padavin, po zimi, da bo več padavin v ostalih letnih časih, pa nekakšnih hudih sprememb. To je pa spet tisto, kar nas pa malo skrbi. Če tukaj pogledamo, tukaj je razpon teh signalov, tukaj se vidi ta negotovost. Kako imate velik razpon, tudi bolj gremo proti koncu stoletja, manj vemo povedati o padavinah. Kljub temu, da nekaj govorimo o signalih, moramo se zavedati te velike negotovosti, da o tem, ko govorimo, ne moramo z veliko gotovostjo reči, kaj se bo zgodilo. No, in te spremembe bodo, pa že imajo pa posledice na ekstremne dogodke. Kombinacija temperature, pa posredno potem izhlapevanja, pa padavine, prvič vodita k bolj sušnim poletjem. Tale grafikon kaže, koliko je bilo presežka, to je plava, ali pa v rdečih pa oranžnih barvah primanjkljaja vode v posameznem letu. Vse, kar je rdeče, pomeni hude suše, kar je oranžno, tudi kar hude suše, recimo rumeno so pa bolj blage suše. In suše se zelo kopičijo v zadnjih letih, za kar vrstijo. In kar pričakujemo v prihodnosti, ko smo videli, poletja bodo seveda zelo vroča, pa bolj suha in posledično bo še več suš, še večji primanjkljaj vode. Druga stvar, ki je pa tukaj tudi zelo pereča, to, kar sem že prej omenila, je pa, da ne bo več prenosa vode iz hladne polovice leta v toplo polovico leta. Čeprav po zimi pričakujemo več padavin, bodo te padavine vse odtekle. Ne bo več akumulacije v snegu, ne bo prenosa naprej in bodo tudi pretoki manjši, manj možnosti tudi za namakanje in zalivanje in tako naprej. Ampak po drugi strani, pa ravno zaradi tega, ker bodo vse padavine, ne bodo se več akumulirale, ta snežna odeja je kot en tak pavštar, ki blaži hude padavine. Bodo vse odtekle in zaradi tega po hladni polovici lahko pričakujemo več poplav. Hkrati pa več poplav tudi poleti, čeprav bodo bolj suha, ker takrat, ko pa bo dež, bo pa veliko bolj intenziven, kratkotrajen pa intenziven. Vse to delno že spoznavamo zadnja leta. Po drugi strani imajo pa vse te spremembe velike vplive tudi na vse ostalo. Na zaščito, recimo gradnje, kaj se bo dogajalo zaradi hudega vetra, kako graditi, načrtovanje prostora, kmetijstvo sploh. Kmetijstvo je eno od zelo ranljivih sektorjev, povsod po svetu, tudi v Sloveniji. Potem na koriščenje naravnih virov. Mi smo zelo oziroma velik delež, recimo imamo hidroenergije in smo videli, pretočni režimi se bodo spreminjali in to zna vplivati tudi na zalogo energije iz tako imenovanih obnovljivih virov. Potem velik problem bo zdravje ljudi. Prvi so vročinski valovi, to se že ugotavlja, da je lahko posledica vročinskih valov velika smrtnost, predvsem pri ranljivih skupinah ljudi, to so starejši pa kronično poboleli ljudje. Drug vir problemov za zdravje so pa recimo vektorske bolezni, ker se znajo širiti, recimo ena od problemov je lahko pride nazaj malarija, zaradi ugodnih podnebnih pogojev pri nas. Ta tigrasti komar je že eden od naših problemov, sicer ne še hud za zdravje, ampak kaže na to, da se lahko tudi kaj takega pojavi. In seveda številne take vektorske bolezni, kot so klopi in tako naprej, ki v spremenjenem podnebju imajo lahko boljše pogoje za bolj
večji razcvet, ne, in večji problem za zdravje. Turizem, no, eden od tipičnih primerov je smučarski turizem, ki ga pri nas zaradi višin, kakršnih imamo, najbrž ne bomo mogli zelo dolgo več zavlečevati. Tudi zaradi, čeprav si mislimo, ne, da lahko umetno zasnežujemo. Ne. To je prvič je problem energetski, ne, če želimo blažiti, potem se tega najbrž ne bomo smeli preveč privošiti. Po drugi strani pa tudi ne bo več pogojev za delanje umetne snežne odeje, ker bo pretoplo, premalo dni z dovolj nizkimi temperaturami. Se pravi, bo treba razmišljati o kakšni drugi varianti. Varnost je tudi eno zadevo. Ena so migracije, druge je recimo varnost zdrave hrane, ali bo v takih podnebnih pogojih še dovolj hrane, kako se bo hranila in tako naprej. Ogromno posledic za sabo prinesejo podnebne spremembe. No in potem smo pa tukaj pri blaženju in prilagajanju. Ne. Zdaj, tile blaženje in prilagajanje sta zelo pogosto uporabljena termina. Ne. V blaženju govorimo, kadar govorimo o tem, da bi zmanjšali same podnebne spremembe. Se pravi, o tistih naših akcijah, ki bi zmanjšali izpuste toplogrednih plinov. Takrat govorimo o blaženju. O prilagajanju pa govorimo takrat, ko vemo, da podnebne spremembe bodo, pa približno vemo, kakšne bodo, pa se jim skušamo prilagoditi. Imamo seveda tudi tretjo varianto, da pač sprejmemo kakršne bodo te bodoče razmere in jih rečemo, da bomo pač potrpeli, ne, oziroma se z njimi soočili. No, in ko govorimo o prilagajanju, ne, je zelo pomembna, kakšna je naša ranljivost. Ne. Izpostavljenost je to, o čemer smo do zdaj govorili. Se pravi, kaj se bo zgodilo. Ne. Pa če gremo recimo na vročinske valove, da ugotovimo, da jih bo več, da bodo bolj intenzivni, ne, da bodo dlje trajani. In potem pa ugotavljamo občutljivost. Ne, in če recimo govorimo o specifični skupini, recimo starejši ljudje, ugotovimo, da so zelo občutljivi lahko na to. In potem vidimo, da imajo te izpostavljenost, glede na to, da bo zelo velika in da so oni zelo občutljivi, da bo ogromno vplivov na njihovo zdravje zaradi tega. Ne. Prilagoditvena sposobnost njihova je majhna, prvič, ali zaradi socialnega statusa, zaradi bolezni, zato, ker so manj mobilni in tako naprej, zato ima zelo veliko ranljivost. Ne. In najprej moramo ugotoviti, kako smo ranljivi, da potem lahko določene strategije prilagajanja izvajamo. No, tole je primer, ko so na ravni Evrope ugotavljali, kakšna je ranljivost kmetijstva na podnebne spremembe. Temno rdeče barve kažejo veliko ranljivost, bolj svetlene, ali pa če celo zelene pomeni, da bo mogoče so celo pozitiven učinek, te rumene so bolj nevtralne, da ne bo učinkov, se pravi, bolj so rdeče večji bil problem. In Slovenijo vidite, da smo zelo rdečem. Ne. To bo in je že, pravzaprav v kmetijstvu se že zelo kaže, da podnebne spremembe so problemi. No, za kmetijstvo, ne, če kar ostanemo pri kmetijstvu, kje so problemi? Problemi so suše. Ne. S sušami se zelo veliko ukvarjamo, gotovo ste slišali, v zadnjih letih večkrat je bila celo razglašena suša kot naravna katastrofa. Ne. In obstajajo pa tudi rešitve. Ne. Vemo, da so problemi, zdaj obstajajo rešitve. Eden od zelo dobrih načinov je namakanje, potem pa nove tehnologije v kmetijstvu, predvsem pa tudi menjava kultur. Se pravi, da se zamenja v kmetijstvu kulture za tiste, ki so manj občutljive na sušo. Recimo koruza je ena od tistih, ki so bolj občutljive, pa se je zamenja s kakšno kulturo,
ki je mogoče manj občutljiva. Eden od zelo ranljivih sektorjev v Sloveniji je tudi energetika. Ne. Prvič zaradi tega, kot smo že prej ugotavljali, zaradi tega, ker ima velik delež obnovljivih energijev. Hidroenergija, ne, kar dosti smo na to vezani, in kaže se, da bo pretočni režimi se bojo kar precej spremenili, kar zna vplivati na zalogo energije. Potem pa druga stvar je pa tudi te konice. Ne? Recimo vročinski valovi lahko predstavljajo velik vpliv, oziroma je velik izziv za energetiko. Ne? Ker zdaj smo navajeni, oziroma tudi lahko so klimatske naprave, na primer, eden od načinov naše prilagoditve na vročinske valove. Ne? Ampak trenutno so še zelo neučinkovite in če je zelo velika vročina, je poraba naenkrat zelo naraste, ne? In zna biti, da se bodo te konice porabe energije lahko tako velike, da jih naša energetika ne bo zmogla. Eden od načinov prilagoditve je tudi naše obnašanje. Ne? Kako, da se mogoče, da smo bolj pozorni na to, kako se obnašamo, senčimo recimo stanovanja, probamo naravno prezračevati in tako naprej, drugače se oblačimo in tako naprej. No, tudi po drugih sektorjih se bo treba prilagajati. Gospodarstvo, ne, 2/3 površine Slovenije pokrijejo gozdovi. Sprav, že zato, ker imamo tako veliko gozdov, smo tukaj ranljivi, ne? Ampak podnebne spremembe bodo sigurno imeli veliko vpliv na gozdove. Prehrana, to, kot sem že prej razlagala, da pa migracije. Ne? Na globalnem nivoju se pričakuje, podobno kot je zdaj samo zaradi vode, da bo nasplošno zaradi podnebnih sprememb prišlo do kar velikih pritiskov migracijskih. Ne? In seveda se bo iz zelo vročih krajev vse bolj proti severu selilo. No, v ostalem smo že govorili. No? Zdaj gremo pa na blaženje, ne? Na to drugo plat. Se pravi, kaj pa lahko še naredimo? Predvsem je tukaj to zavedanje mogoče še zelo prisotno, da sami ali pa vsak posameznik ima mogoče zelo majhen vpliv na to, ne? Ker globalni onesnaževalci so zelo veliki in na to praktično mi imamo občutek, da nimamo vpliva, ne? Da tukaj je politika tista, ki bi mogla veliko korak narediti. To je seveda zelo res, ne? Ampak sami posamezniki tudi lahko začnejo delati. Predvsem pa se ne smemo zanašati na blaženje, ker so podnebne spremembe že tukaj, pa kot smo večkrat že povedali, tudi če takoj ustavimo, bodo še vedno hujše, vsaj še nekaj desetletij in se moramo začeti prilagajati. Ne? Ne smemo vsega blaženja pustiti, pa da bodo politiki naredili nas. No, ampak kljub temu mednarodna javnost se zaveda tega problema in že v 90-ih letih je bil sprejet Kjotski protokol, ki je zavezoval vse podpisnice, da bi zmanjšali izpuste toplogrednih plinov. Prvi mejnik je bil leta 2012, tudi mi smo podpisali Kjotski protokol in smo ga izpolnili. Seveda z majčkimi odpustki, v tem primeru smo kar precej odpustkov dobili na račun naših gozdov, kar v prihodnosti ne bo več mogoče. Ne? No, nadaljevanje Kjotskega protokola je zdaj Pariški sporazum. Mogoče veste, kaj se zdaj dogaja. Sploh Amerika je tukaj, Združene države so kar velik player tukaj. Prvič zaradi svoje politične vloge, ne, ki jo imajo, drugič pa tudi zaradi tega, ker so zelo velik budžet ogljikovega dioksida oziroma izpustov imajo, ne, in je pomembno. Je pa dober signal, ne, da pa kljub vsemu, recimo v Kjotskem protokolu, tudi Kitajska ni sodelovala in tako naprej, ampak zdaj se pa kažejo trendi
pripravljenosti tudi teh držav, da sodelujejo v mednarodnih sporazumih. No, in 2015 je bil na politični ravni to velik dosežek, da so se zmenili, da bi temperatura ne zrasla več kot 2 stopinji Celzija, ne. Ampak žal, ne, če pogledamo čisto realno, je to mogoče glede na to, kar je trenutno v svetu, je ta cilj mogoče zelo težko dosežen. No, tudi Slovenija ima svoje obveznosti, ne, zdaj, ker Evropa deluje v teh telesih kot en player, ne, skupno. In je pa zelo ambiciozna sama Evropa, ne, tako da se zelo trudi tudi, da bi druge članice Združenih narodov oziroma teh protokolov prisilila, da bi bile bolj aktivne, bolj ambiciozne. Evropa je zelo ambiciozna in ima tudi v okviru tega svojo strategijo. Ne. Zdaj, prva je do leta 2020, potem pa seveda nadaljuje in do 2020 naj bi na ravni Evrope se znižali izpusti za 20%, ne, napram primerjalnim letom, to je za vsako državo malo drugo leto, ne, odvisno, kjer je bolj ugodno. Pa zaenkrat kaže, da to kar dobro gre. Kar sem mogoče tukaj želim reči pa to, da čeprav Evropa deluje kot celota, ne, ta zaveza ni enaka za vsako od članic. Ne. Tukaj je Evropa dosti pravična in je razdelila te obveze, kar so približno GDP-ju, koliko ima posamezna država GDP-ja. Tako da nekatere od revnejših držav lahko celo povečujejo izpuste. No, Slovenija pa približno takole. Ta prvi graf kaže, kakšni so izpusti po posameznih plinih, rdeč je CO2, kaj največ, vse ta drug plin, pri nas je pa metan, ta prihaja večinoma iz poljedelstva, živinoreje, pa delno tudi od odpadkov. Se pa lepo vidi ta trend, 2008 je bil vrh in ta padec je delno posledica teh naših ukrepov, blaženja, delno pa tudi gospodarske krize, iz industrije. Z industrije je bilo. Za CO2 je visoke kazni plačujemo, ne vem koliko milijonov sem že pozabil, in celo s TEŠom 6 tudi dodatno, in ta strošek pa TEŠ 6 je toliko kot prejemamo za kazen za CO2. Toliko natančno jaz ne bi vedela. Je pa res, no, TEŠ sigurno ni dobra reklama za blaženje. Kvečemo gremo v drugo smer. Ja. Ga v okviru tega raj ne bi omenjali, ker ni glih v bistvu primer dobre prakse. No, se pa tukaj lepo vidi na drugem grafu, kako so pa izpusti porazdeljeni po sektorjih. In ta rumena kaže, koliko veliko imamo mi od prometa. Ne. Zelo velik delež izpustov pri nas pride od prometa, kar primerljivo z industrijo in tako naprej. Ne. Pa veste, zakaj tudi? Ne samo povečanje prometa, ampak propustnost. Poprečna hitrost je padla. Prej je bila čez 40 na uro, zdaj je okolo 38. Ja. In to pomeni kaj? Da je drugačni. Da je poraba goriva za isto pot. Tako, ja. Ampak dejstvo je, da pride od prometa. Ne, zdaj, ni nujno, da zaradi povečanja prometa, lahko tudi... Ampak kaj smo slabše naredili, ne boljše? Ja. Po drugi strani imamo veliko tranzitnega prometa. No, tudi mi imamo kar velik nabor dokumentov, ki nekako ureja
omejitve, da bi, oziroma z takih strateških dokumentov, ki nas vodijo v blaženje, ne, da bi omejili izpuste toplogrednih plinov. Delno nas k tem tudi sili, pravzaprav Evropa, ne, ampak dobra stran tega je pa, da so ti dokumenti tudi že pustili določene posledice, nas smo videli tisti trend. No, kakšne so možnosti? Zdaj smo govorili bolj o politiki. Ne? Politika je res tisti glavni akter, ki tukaj mora narediti največji korak. Ampak možnosti so pa tudi za posamezne manjše države, manjše sektorje, posamezne sektorje pa ne nazadnje tudi na vsakem posamezniku. Zdaj, ključno dejstvo je, ne, da karkoli pogledamo, tudi tisto, kar smo prej gledali, da je po sektorjih so izpusti različno porazdeljeni, ampak glavni vzrok izpustov je naša poraba energije, kjerkoli. Ali v industriji, ali v prometu, ali v kmetijstvu, kjerkoli, no, je poraba energije. In dejstvo je, da smo mi izjemno energijsko potrošni, razvajeni, bi lahko rekli, ne, in glavna stvar je, ki pravzaprav vodi lahko v blaženje, so to, da sami sebi spremenimo, svoje vrednote, svoj način življenja, ne, da nismo več tako zelo energijsko intenzivna družba. Rast prebivalstva, ne, to je tisto, kar na globalni ravni skrbi, ne, ker rast prebivalstva je še vedno kar zelo visoka. Poleg rasti prebivalstva je pa drug trend, je pa ta rast mogoče tistih, ki smo jih prej govorili, nerazvite v razvite, industrijsko razvite ali pa tudi energijsko bolj potratne države. Ne. To prebivalstvo, ki trenutno ima recimo zelo mali energijski dodatek, tam se jim veča. Ne. In to so ravno tiste države z zelo velikim številom prebivalstva. Ne. In tam to pomeni veliko izpustov dodatnih. Ne. Zmanjšanje BDP prebivalstva, to pomeni, v bistvu, ta naša logika, ne, ali pa ekonomska logika, da je nenehno spodbujanje gospodarske rasti, to v bistvu vodi v to nenehno potrošnjo porabe energije. Ne. Ta zadeva je sicer zelo povezana s spreminjanjem vrednot, ne, kako se bomo družba in posamezniki, ali smo se sposobni prilagoditi oziroma spremeniti naše vzorce ali ne. No, po drugi strani nas pa lahko tudi delno vemo, da imamo še kar velike rezerve v tehnologiji. Ne. Da tehnologija še ni tako izpopolnjena, predvsem kar se tiče energetskih izkoristkov, da so tukaj še velike rezerve in se da marsikaj narediti. Seveda je pa to zopet povezano z ekonomijo, ne. Ali je interes za razvoj ali ni. Ne. To je zopet povezano z denarjem. Seveda pa tisti neposredni, pa prvi učinek blaženja pa lahko dosežemo z menjavo energentov. Ne. Prvo je, da nafto in premog, ki sta ogljično izjemno intenzivno, zamenjamo z manj ogljično intenzivnim plinom, še bolje z obnovljivimi viri energije, jedrsko energijo, recimo, kar se tega tiče, jedrska energija, čista energija, kar se tiče ogljikovih izpustov. Potem pa obstajajo tudi špekulacije, geoinženiring. V tem se je, to nam je po svoje nekako zopet ena niša, s katero želimo ubežati tem spremembam, ki bi morali narediti. Ne. To, da se mogoče uporablja za skladiščenje ogljika nazaj iz ozračja, da ga spravimo v druge oblike. Ne. To, kot sem rekla, z inovacijah imamo še veliko manevrskega prostora. Ne.
Potem bi jo tole rada pokazala. Ne. Predvsem na samo politiko nimamo toliko velikega vpliva. Ampak to, kar govorimo o naši energetski potratnosti, ne, v zadnjih desetletjih je naša energijska potratnost izjemno narasla. Ne. Tega se sploh ne zavedamo. Ne. Že to, kakšne naprave, kako jih uporabljamo. Ne. Včasih, če samo to pomislimo, ne, namesto, da bi se sprehodili z pisarne v pisarni, pa se pogovorili, si pošljemo mail. Tudi to gre energija. Nenehno imamo različne elektronske naprave in tako naprej. Ne. Da o transportu in tako naprej ne govorimo. Ne. In tukaj je lep primer. Ne. Za povprečnega Evropejca velja, da tam nekje med 13 in 14 ton izpustov CO2 na leto. Da, tudi mi v Sloveniji smo približno tam, ne. Mi smo nič boljši od povprečja. No, in kako bi lahko, ne, tole je tako, standardno, ko ne razmišljamo, kaj delamo, ne, koliko porabimo za hrano, ogrevanje, letenje, ne, transport, letalski transport je zelo velik onesnaževalec. In potem tudi razen drug. Tle se vidi, te dve škatlici, koliko ogromno energije mi porabimo za transport, ne, individualno. In kaj se da narediti? Koliko je mogoče iti, da bi postali vegetarijanci vsaj nekaj dni na teden, ne? Ker živinoreja, ne, je pa velik izpust metana, ne, ogljikovega dioksida, metana. Pri, recimo, ogrevanju, da nekoliko spustimo temperaturo v prostorih, se malo drugače obnašamo. Ne? Kaj šele, če bi potem energijsko učinkovito zaščitili stavbe in tako naprej. Ta je zelo dobra. Ne? Če nadomestimo vsaj del naših poletov s čim drugim, recimo s tehnologijo, ki jo imamo na voljo. Ne? Ja, ali pa... Čeprav zastarel vlak je še slabše. No, to je pa druga plat. Ne vedno... Lokomotive, če gledamo generator lokomotiva, ja. Manj od 10%, pa kar računajte. Ja. No, sploh pa to. Te kratke razdalje, da skušamo uporabiti energetsko čim manj potratne. Najboljš hoditi, ne, če imamo to možnost. In lahko pridemo s takim na 3 tone, ne? Od 13 na 3 tone. Se pravi, da lahko sami svojim obnašanjem vsem kar precej naredimo. To je pa lep primer, kaj pa lahko naredimo. To je pa skupaj blaženje in prilagajanje, ne? Da energijsko učinkovito zaščitimo našo stavbo. Ne? Se pravi, ena stara hiša, zgrajena v 70-ih letih s tisto tehnologijo, ne, bo danes recimo pokurila v eni sezoni 4500 litrov. Zdaj, če naredimo to klasično obnovo, se pravi z izolacijo zamenjamo okna in tako naprej, pridemo na 2-krat manjšo potratnost. Če pa obnovimo v nizkoenergijsko hišo, pa še enkrat lahko delimo, ne? Se pravi, še enkrat. In hkrati s to obnovo se tudi prilagodimo recimo na drugi strani na vročino, ne? Ker bistveno tako dobro zaščitene hiše bodo tudi bistveno manj se ogrevale, pa bomo v tem poleti manj energije porabili pa za hlajenje. Kar se pa tiče obnovljivih virov energije, ne, zamenjati fosilna goriva z obnovljivimi viri energije je tudi eden od načinov blaženja. Ne. Samo tukaj moramo biti pa zopet previdni, ne, zelo. Ker tako nasplošno govoriti o obnovljivih virih energije, seveda govorimo lahko, ampak moramo se potem vprašati, kakšen je pa potencial obnovljivih energij v določeni regiji. Ne. In
tukaj je precej problemov. Prej smo videli pri hidroenergiji. Ne? Mi bomo imeli že zaradi samih podnebnih sprememb problemov s hidroenergijo. In to je v bistvu največji delež naše obnovljive energije. Imamo potem še potencial v sončni energiji, seveda ga imamo, ampak ta tudi ne more vsega nadomestiti. Ne? Recimo v vetrni energiji, čeprav se je moderno govoriti, moramo pa hkrati vedeti, recimo v Sloveniji to ni ravno velik potencial, ne, je bistveno premalo. Lahko bi celo Slovenijo posejali z vetrnicami, pa ne bi dobili še zdaleč ne dovolj energije. Ne. Sončna tudi ne. Ko računate amortizacijo, je čez 100 let. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo malo sončnih ur, pa ker nam moramo zagotavljati ortogonalnosti pada na kolektore. Kdo zagotavlja ortogonalnost, prašnost in tako naprej. To treba celovito pogledati. Točno o tem smo hoteli govoriti. Je treba pogledati prvič, koliko stane, kakšna je tehnologija, ali imamo prostor. Ne? Prvič, sončnih ur mogoče še nekaj je. Ne? Premalo. Ampak, če bi želeli, recimo s tistimi sončnimi urami, ki jih imamo mi na voljo, za enega samega človeka dobiti energije, pomeni, da bi za tega človeka potrebovali 3 nogometna igrišča. Ali imamo to prostora? Potem je lahko cela Slovenija pokrita z sončnimi celicami. Da ne govorimo o tem, kar je gospod rekel, kako je učinkovito. Ali imamo možnost vse izkoristiti, se pravi, vse prilagajati. Namreč v Sloveniji ne dobimo toliko kilovatnih ur iz enega panela, kot je potrebno za proizvodno kilovatnih ur tega panela. Tako, to pomeni, da je največji proizvajalec CO2. Ja. Vsi, ki govorijo drugače, zavajajo in manipulirajo z nami. To je pa še tretji vidik, ki ga vedno pozabljamo omenjati, da za proizvodno, ali v tem primeru sončnih panelov, ali recimo naprimer varčnih ali pa električnih avtomobilov. Električni avtomobil nima nič izpusta CO2. Treba ga je bilo narediti, pa treba je bilo tudi tisto električno energijo narediti. Reciklirati stari. Ja, vedno moramo... Elektriko pa s premogom narediti. Ja, vedno moramo celo zgodbo povedati tukaj. Nevarno je govoriti kar nasplošno o v tem primeru obnovljivih virih energije. Ne? No, pa če grem še k geoinženiringu, ne, s tem, kar si želimo mi v bistvu odpustke kupati, ne, s geoinženiringom. Tudi se ima določen potencial, pa vemo, da tehnologija lahko napreduje. Ne? Ampak še vedno, tudi pri geoinženiringu, ne, recimo, eden od načinov je, da črpajo v te prazne rezervoarje nazaj, ne, da se črpa CO2. To se že delno dela v Severnem morju. Ne. Ampak tudi tukaj je treba dodatno upoštevati, da za to črpanje mi gre energija, ne, in zopet del izpustov. Sej, če je bilanca pozitivna, se pravi na stran, da več CO2 pač skladiščimo, kot ga gre za tisto energijo, je že v redu, ampak vse treba upoštevati. Ne. Druga stvar je recimo, da s kemijsko reakcijo se tvorijo kamnine. Ne. Tudi to se že celo v Sloveniji nekaj dela. Ampak to gre samo v primeru, da se dela lokalno, da ne uporabljamo transporta, ker v nasprotnem primeru zopet transport nam samo dodatno gre energija in nismo naredili nič. Zelo popularno je bilo nekaj časa tudi to, da bi se črpali pa raztapljal CO2 globoko, zelo globoko v oceane. Tukaj je pa toliko neznank, ker globino oceanov tudi zelo dobro ne poznamo. In marsičesa ne vemo in lahko, tle pa veliko neznank in lahko pride tudi do kakšnih hudih ekoloških posledic, kateri sploh nismo računali. Je pa eden bolj učinkovitih načinov je pa pogozdovanje, se pravi, da pa ponore povečujemo. Krat v Sloveniji tega, ta potencial smo že izkoristili, ne, ampak na določenih območjih je pa to tudi potencialno. Ena od teh bolj zunanjih geoinženirskih vizij je pa to, da bi senčali. Nekaj smo že delali, no, to, kar smo v prvih korakih te intenzivne industrije delali, ko smo proizvajali aerosole. Ne. Zdaj ne bi tega delali z žveplovimi
aerosoli, ampak ne bi se bolj aluminijeve uporabljali, ampak to je pa okoljsko sporno. Ker tisto, kar mi spravimo v zrak, se pravi, da bi senčili, pa negativni učinek dosegli, bo enkrat padli nazaj na zemljo. Druga stvar je pa, da bi postavljali pa ogledala v vesolje. Se pravi, da bi preprečili sončnim vsevanjem, da sploh pride na nas. To je pa za konc. Nekako tako zgleda, ali pa se tudi tako lepo čutimo, da vse tista kura tamle, ki se peče, nismo mi. Pa mogoče nas ne bo dosegli. Podnebne spremembe so počasne. Mogoče bo, preden bomo mi šli z tega sveta, se ne bo še nič hudega zgodilo, da se bomo mi že rešili. Ampak kljub vsemu je pa treba vedeti, kaj za namcem pustimo, pa da nas lahko tudi že v parih letih marsikaj doleti, na kar mogoče sploh še ne računamo, za marsikaj pa tudi živimo, da nam ne bo prijetno. Se pravi, da je tudi na nas, da lahko kaj naredimo. Tako, zdaj bi pa zaključila, zraven vas povabim še nekaj enih linkov, kjer dobite lahko več informacij. Tamle sva s kolegom prinesla tudi nekaj publikacij na to temo, ki smo jih v okviru društva pripravili. Eden je tale prevod IPCC poročila, ki je povzetek in je slovenski prevod pripravljen, drugi pa ta strokovni vodnik, tukaj se pa v tem strokovnem vodniku se pa dotikamo bolj teh tem, ki so večkrat izpostavljene skeptičnega zornega kota. Podnebnih sprememb sploh ni, ali pa da so zanemarljive. Tako da si lahko postrežete s temi publikacijami.